Živijo, Borut Lesjak tukaj. Evo, spet en kratek uvid po moji meditaciji. Mogoče bo še koga navdihnil, tako kot je mene. Pogosto pozabimo, da nam ni treba iti zelo daleč, da bi bili srečni. Mogoče sploh nam ni treba sploh nikamor iti, ampak na nek način samo sprejemo oči in srce in vse, kar smo. In ja, dokler je to samo teorija, to smo že vse slišali in mogoče ne znamo tega narediti. Meni pomaga meditacija dihanja, seveda jo treba delati, ni zadosti, da samo vem zanjo. In čez nekaj časa, zelo kmalu, po nekaj dneh ali pa tednih, vse to postane pravzaprav lepa, prijetna pot celjenja, po kateri hodiš. In tako kot če greš v gore, ni treba, da čutiš brezmejen napor in se bojiš, koliko je še za prehoditi. Zadosti je, da se usmeriš malo na lepoto okrog sebe in v sebi. In to je trenutno, zato ne rabimo nič. Kadar se meni začne dogajati v glavi karkoli takega, kar mi skuša vzeti to izkušnjo, se zataknem, če se začnem boriti proti temu. Če začnem resno jemati svoje ideje, da z mano nekaj ni v redu, da z drugimi nekaj ni v redu, da drugi pričakujejo nekaj od mene, paziti, kaj delam, da moram narediti to in to in to, preden bom lahko srečen in vesel. Ja, in če poskušam vse to balansirati v glavi, se izkaže za precej težko, če ne nemogoče. Če pa odprem srce in se premaknem v srce s pomočjo meditacije in samo sem in se malo objamem in si zavestno začnem dajati to podporo, začnem čutiti sebe, se prizemljim v telo, v naravo. In vse to zelo pragmatično, ne filozofsko, ne samo filozofsko, ampak dejansko vse to počnem. Potem se zavem, lahko se zavem vsakič, kadar me skušajo te težke in komplicirane miselne tvorbe kamorkoli odnašati, vleči, porivati stran. Se zavem, da imam moč izbire. In ta moč izbire je res popolnoma na nivoju zavesti. In tam lahko, podobno kakor se prebudiš iz sanj, iz spanja, se prebudiš v to resničnost, da ti ni treba kljukc delati za to, da boš srečen. Nobenih, da enostavno si srečen že. In da lahko nežno, samo ljubeznijo rečeš ne, čemurkoli, največkrat pa tem svojim lastnim idejam. Niti ne toliko drugim ljudem, kot pogosto verjamemo, da imajo drugi moč nad nami. V resnici smo sami svoje sreče krojači. Toliko za ta kratek uvid. Poskusite sami v praksi to pri sebi uresničevati. Zelo enostavno. Ustavite se, kjerkoli ste, pogledajte okrog sebe, pogledajte v sebe, naredite en globok vdih in se odločite, kaj želite biti v tem življenju, kdo želite biti, kako se želite odzivati na situacije znotraj in zunaj in kako se želite počutiti. In potem ste že tam. In kar vas skuša vam potegniti, lahko rečete ne, lahko začutite to svojo suvereno moč, ljubezni in rečete ne, jaz sem kakršen želim biti. In to potem razvijate iz dneva v dan, iz sekunde v sekundo. In ni treba, da je težko. Hvala lepa. Lepo se imejte. Čau.